Dober dan, spoštovani gledalci in gledalke. Predno predstavim tole svojo čudovito in zelo zanimivo gostjo, se moram zahvaliti mojim pokroviteljem, optiki Javornik iz Slovenskih Konjic, ki mi je zrihtala tale čudežna očala, ki se v prostoru odbarvajo, na soncu pa pobarvajo. In v linku od spodaj pod posnetkom imate seveda povezavo do njihovega Facebooka in lahko vse preverite in počekirate, kako in kaj ne. Z mano pa je, dame in gospodje, danes ena dama, sicer klena Celjanka, ki nam je pa že mnogo let nazaj pobegnila v Kuvajt. In jaz predvidevam, da je tudi zaradi nje Irak takrat napadel Kuvajt. Takrat še niste bili, torej nisi ti kriva. Okay. V glavnem, z mano je Slavica Toplak, ženska, ki torej že nekaj let živi v Kuvajtu, torej v arabskih deželah. Zato se mi zdi zelo zanimiva sogovornica, da jo malo poprašam, torej, kakšna je razlika med tam in med tukaj. In mogoče Slavica na samem začetku, glede na to, da je tukaj še vedno zelo vroče. Kar veš, da gre meni strašno na živce, nad 25 stopinj, ampak ti si mi zanj prišepnila, da je to za vas mala malca tam. In da mi zdaj malo pojasni ta misterij arabske vročine. Ni misterija. Arabska vročina je pač povezana s puščavo. Tam je po večini leta je zelo suh zrak in jaz imam zelo rada vročino. Jaz sem zelo vesela, da sem na jugu in meni pri 40-ih v Kuvajtu ni nikoli tako vroče, kot mi je pri 30-ih v Sloveniji. Pa kaj je suha vročina tam? Tam je suha vročina. Zdajle me čaka, ko se vračamo, me čaka september, ko ima največjo vlago možno. Ta pride tam dol tudi do 100%. Takrat je tako, ko greš iz hiše ven, ko bi te nekdo z vročim tušem poljil. Ampak to je zdaj september, pa ne bo več. Pol je pa lažje prenašati vročino. Ampak koliko je stopinj ponavadi tam? Ja, čisto je. Poletje traja 8 mesecev in vročina je tam od 40 do 60 stopinj. Od 40 do 60? Ja, pa koliko to varira? Mislim, je lahko tudi 50? Največ je 50 plus. Je pa tudi letos bila največ izmerjena temperatura, najvišja na svetu sploh v Kuvajtu. Mislim, da 21. junija je bilo 70 stopinj pod Kuvajti Towerji. Ampak čakaj. Ja, tako je bilo. Rečisma. Se pravi, ti meni hočeš reči, da je od zunaj tam 50 stopinj, 50 stopinj in da ljudje hodijo ven. Ja, ne boste pa ne umrejo. Ne boste verjeli. Tudi umre kdo, vendar je pa edina stvar, ki je pa problem za moje pojme, so delavci, ki zidajo. Nenehno, v poletju se pri njih ne konča gradbena dela, tam zidajo skozi. Pakistanci, Nepalci, Bangladeš to delajo, ne glede na temperature ozonja. Tako da drugače pa ljudje normalno živijo. Kako grejo ven na 50 stopinj? Kaj so nagi ali kaj? Ne, niso nagi, se veš, da so Arabke celo zavite. Na to še prideva. Pa da tudi moški nosijo tista svečana bela oblačila. Kako preživijo pri 50 stopinj? Težko. Po ulicah se ne sprehaja, na plaži se nihče ne sprehaja. V glavnem greš iz klimatiziranega stanovanja v avto, v garažno hišo spodaj, se odpelješ do prvega shopping centra, mola, kot je v arabščini rečeno. Tam so pa temperature 17 stopinj, tam se celo poletje vse dogaja. Shopping moli so tako veliki, da pri nas si ne predstavljamo tega, ker tam je tako bižalc pokril stekleno streho, pa imaš noter hiše in vsaka hiša je nekaj, trgovina, gostilna. Mesto je dejansko pod klimo, če rečem tako. Recimo, eden največjih molov na svetu je sigurno Avenue Mall in v tem molu imajo, mislim, tam, to je svet v malem, tam je vse, kar hočeš videti, pa kar ti nočeš. Tam imamo snežno deželo, drsališče med drugim pri 50, ampak imaš pa vse ostalo tudi tak dan. Ampak Slavica, če te prav razumem, dejansko, tudi če je od zunaj 50 stopinj,
on dejansko sploh nima stika s temi stopinjami. Ne. Pride z stanovanja v avto, iz avta v mol, iz mola nazaj v avto in nazaj domov. Edino, kar imaš stik Ja. z vročino, je v garažni hiši. Ja. Ne smeš predaleč parkirati, ker nobena garažna hiša nima pa dovolj ohlajenega prostora. Kaj pa otroci? Ja, otroci hodijo v šolo. Začnejo s 1. septembrom in hodijo v šolo do 10. 11. junija. Ja. Vozijo jih šolski avtobusi ali pa starši, če lahko, drugače pa imajo šole zelo dobro klimo, zelo dobre Ampak pogoje. koliko do šole pridejo? Z avtobusi. Direkt iz stanovanja, direkt v avtobus. Par metrov pred hišo ga pobere avtobus. Ampak kaj pa ta šok, recimo, ko si rekel prej, recimo, da je 17 stopinj v shopping mallu, pa greš, da bi šel iz 17 na 50, se bi tekal. Ja, ampak greš. Ja. Greš. Meni se ne zdi tako grozen, ko se zdi tukaj nam. Ja, to se Ker mi je pa, navadiš. jaz sem zelo rada na toplem. Ja, ja. Pa pred Kuvajtom smo živeli v Saudski Arabiji, v Džedi, ob Rdečem morju, kjer tudi ni tako zelo hladno, tam je tudi temperature so čez 40, ampak to je taka normalna temperatura, zaradi tega, ker v puščavi je strašno suh zrak. Vsa ta mesta so v puščavi zgrajena in pač je tako je. Kaj pa živali? Živali. Ja, recimo psi, mačke, imajo tega kaj tam? Zelo veliko. Ljudje so ljubitelji živali. Pa ne grejo nič ven, psi? Grejo psi ven, pa če ti povem, da je največ psov v Kuvajtu pasme husky. Husky, ko rabijo minus. Ja, husky imajo vsa. Ja. Pri nas v bloku, recimo, jaz vem, da sta vsaj 2 huskyja, ko greš na sprehod, jih je ogromno. Mora jim biti grozen kužkim, zaradi tega, ker ni zelene površine. Ja. Povsod ga moraš do zelene površine pripeljati po asfaltu. Ki bi se mu skurle tačke. Ampak ga moraš po asfaltu tja pripeljati. Ja. Ampak jih peljajo na sprehod, po noči hodijo. Po noči hodijo. Ja, ampak se tudi po noči je temperatura v dobrem primeru 38, 39. No, ampak Slavica, če te zmotim, kje je užitek te vročine? No? Ni Zato ti govorim. Ne. Zakaj se vsi ljudje izselijo iz teh držav? Zakaj tam živijo na taki vročini? Domačini so navajeni, oni so se rodili, oni so se upoštavili, izvirajo iz beduinov, kamele so pasli in oni to vročino pač imajo kot tako za svojo. Zelo radi grejo ven, zelo radi so turisti, zelo radi imajo Evropo, Ameriko, to zdaj vedno več Arabcev pride tudi v Slovenijo, v Evropo pa tako dobro poznajo. Njim je tudi vroče, sam navadiš se, enostavno to ti je. Tak je način življenja, tako se midva navadna tule na 40. Jaz se še zdaj nisem navaden. Ker si še premlad. Ko boš star toliko, jaz pa se boš. To je res. Ti, ampak kakaj pa, ne vem, osnovna razlika po tvoje med življenjem v Kuvajtu, torej v arabski deželi in ne vem, pri nas v Sloveniji? V arabskem svetu socialnega življenja ne poznajo ljudje. Ne žurajo, ni koncertov? Ne, prvo zaradi njihove vere, pa to je bilo dolgo časa prepovedana vsa glasba v javnosti, tako zbiranje. Oni se že zbirajo po svojih tistih noter, ampak to niso naše žurke, to ni naša glasba. Poleg tega se ne družijo, ne? Te države, ta velika mesta imajo ogromno prišljikov. Ekspati, ki živijo tam, so iz celega sveta. Ljudje pridejo tja delati, ker se da dobro zaslužiti. Drugačni pogoji so glede tega davka, pa tega ni. Ne? In pač prideš za nekaj let, da tam nekaj zaslužiš, potem se pa vrneš. Noben ne ostane tam, razen tistih, ki so tam blizu. Kar se tiče teh azijskih, Šrilanka, Indija, Pakistan, pa tudi Libanon, Irak, to se potem naselijo v teh mestih in tudi tukaj živijo, ampak nikoli niso Kuvajčani, nikoli nimajo enakih možnosti pravic, lahko so tam, dokler delajo, do 60. leta, po 60. to več ne zaposli, takrat se pač moraš nekam iti. Ampak kako se pa oni sproščajo? Jaz mislim, da imajo zelo malo tega, se družijo, tam ko je več iz istih držav, da so iste narodnosti, zelo držijo skupaj. Mi smo zelo osameli, ker ne vem, jaz mislim, da v Kuvajtu ta trenutek... Si edina Slovenka? Nisem edina. 3 ste.
Štirje smo, ne, cela družina. Ja, tako mi deš pride v stanovanje. Ampak drugače pa recimo zelo močne skupnosti pa so Libanonci, Jordanci, Egipčanov je ogromno in ti se pa Filipinci, to pa imajo in to so cela naselja, tudi skupaj živijo, oni se pa že po svoje potem zabavajo. Mi imamo pa res, druženje je edino z starši otrok, ko jih imamo, potem sosedi, jaz ko imam čas. Moja dva kohota pa v službo, pa kar se socialnega življenja tiče, je to tema. Ampak čuj, kaj pa te legendarne zgodbe, ne vem, ko so znani te arabski šejki najeli kakšne svetovne zvezde, recimo Michael Jackson, vem, da je en čas celo v Bahrajnu živel, ne, ga je bahrajnski sultan povabil, da je pri njemu živel, pa je tam tudi enega izmed svojih spektakularnih koncertov naredil, to pa obstoja, da ne vem, najameš, ne vem, Taylor Swift, Beyoncé, pa da ti pride 5, kaj jih te prav domov, ali pripraviš koncert za širšo publiko. Zdaj jaz mislim, to pa vem, da je. Vedno več je tudi teh odprtih koncertov, ki se odpirajo te države. Včasih je bilo recimo glasba taka in drugačna, zelo v ožjem krogu nekje, tudi če je emir ali pa šejk povabo kogarkoli, imajo oni tako ogromne palače, da tam noter lahko kot na Stožicah pride en toliko ljudi, ki jih on pač povabi. Vendar vedno več pa je tega, da jih povabijo, ker recimo Kuvajt ima izjemno lepo operno hišo in lansko leto mislim, da smo imeli ene 2-3 predstave, smo šli gledati Broadway, predvsem je bilo namenjeno recimo otrokom tudi šolskim, iz Broadwaya so prišli predstaviti Disneyjeve junakinje filmske, pa potem Mickey, Disneyjev program in so tudi igrali vloge in imajo, to naredijo in zdaj tega se vedno več odpira, ampak je pa proti temu, kar se pri nas dogaja, nič. Ti kaj pa filmsko industrijo imajo? To pa se nisem pozanimal. Mislim, da oni snemajo. Imajo kakšne filmske zvezde? Oni imajo zvezde, samo te zvezde bolj nastopajo v reklamnih filmih, pa v takih drugač, pa da bi pa Kuvajčani zelo imeli kako močno. To se ne spomnim, da bi kak kuvajtski film gledal, no? Ne, Savdici imajo nekaj, ampak ne delajo to sami, vedno Američani pridejo pa potem skupaj naredijo. Je pa neki filmov kar posnetih, prav so jih snemali v Džedi, recimo, Džeda je zelo lepo mesto. Zaradi scenografije. Ja, in pa tudi igralci so bili avtentični, pa to. Ampak jaz mislim, da sami oni še niso, ne vem, kako jih naredili. No pa če gremo zdaj mogoče na to malo perečo temo, tega odnosa do žensk v arabskem svetu. Ti si mi rekel, da še vedno ženska tam mora nositi še pri nas mora nositi, ko pride kaj šele tam, pa da ima lahko moški več žena in tako naprej. Kakšen je položaj žensk v arabskih državah? Položaj žensk v arabskih državah je bil zelo, zelo slab. Še 10 let nazaj ali pa mogoče 6-7 let nazaj je bilo, recimo, bolj poznam zadeve v Saudski Arabiji, da recimo žensk je bilo zaposlenih silno malo, ker je treba dobiti dovoljenje od očeta, od brata, od moža, nekdo ti mora dovoliti, da ženska lahko dela. Zdaj je to precej drugače, zdaj se je to spremenilo, ker so se kar odpirajo se vedno bolj. V Kuvajtu je bilo tega manj problemov so imeli, oni so mogoče prej odprli take stvari, tudi ženske dol, kar se tiče tega zakrivanja pa to, prave muslimanke pač so zakrite. Vedno več mladih pa poskuša se temu ogniti in imajo tudi možnosti, recimo v Saudski Arabiji so odprli. Ni treba nositi abaje, niti treba pokrite glave imeti. To ne zahteva več ne vlada, ne nobeden, zahteva samo verska oblast. In dokler bojo ta verska oblast imela toliko moči, da pač bojo preprečevali tole, bojo ženske pokrite. Ker te ženske nimajo nekih pravic, ona ima lahko željo, ampak problem ima družina takoj, ko recimo mož ženi dovoli, da se sleče, da ni več zakrita, ima problem z družino, predvsem, ker je družino sram, ker je družina v skrbeh, kaj bojo rekli ostali, tako da se zelo malo ljudi kar tako direktno odloča. Ampak jaz mislim, da ti mladi, ko rastejo, pa z bolj radikalno oblastjo, jaz mislim, da bojo
bojo, ker je vse tako napeljan, da si želijo tega in mislim, da dolgo ne bojo mogli več to držati dol. Ti, kaj pa to širiatsko pravo, to še obstoja, recimo, da si sekajo roke, glave in kamenjanja in tako naprej. Oni imajo širiatsko pravo, pri njih je zakon. Tako je pri nas, imamo svojo ustavo, tako imamo mi svoje zakone, evropske pa to. Tako oni imajo širiatsko pravo in pač po tistem se sodi. Včasih je bilo to, teh kaznovanj pa tega, so z tega delali kar predstave, zdaj se pa to ne dela več. Javni šov, javno smrti. Zdaj se tega več ne dela. Kar si ti tam, je to še bilo? Pa mislim tako, ampak tako, da bi videla, nisem nikoli, niti me ni, to me niti ne privlačijo, take stvari, ker to imaš. Je pa res, da so ljudje zaradi takih javnih, ti sami Arabci, ne bo se ti zgodilo, da boš v arabskem svetu moral za denarnico pa za uro se držati, ker noben Arabec te ne bo okradel, nihče ti ne bo nič vzel, lahko, če pozabiš, te bo tam počakal ali pa prvemu nekje na javno mesto bojo nastavili, da dobiš nazaj. Po eni strani so pa red naredili. Po eni strani so. Predvsem jaz tako mislim, da oni sami po sebi niso tako rabili. Je pa zelo veliko ljudi, ko pridejo iz teh revnih držav, ki pa res živijo v slabem, pa živijo od takih in tako se pač enega. Predstavljaj si, da bi pri nas naredili zakon, da če kdo kaj ukrade, če te kak šef okrog prinese, če ti ne plača, da bi ti lahko roko odsegaš, verjamem, v enem tednu bi bila zadeva urejena. Ne? Jaz mislim, da tako grozen, ko je tole bilo, ni treba, čeprav pa lej. Vsaka oblast točno ve, kaj mora, pa koliko lahko. Naredijo pa tudi zdaj zelo veliko za to, da so pa ljudje zadovoljni, sploh mlade ljudi podpirajo, pomagajo, ko se poročijo, dobijo denar za hišo kupiti, za vse sorte. Tako da to, da ti mlajši ljudje, ko so, tudi oženijo se z eno ženo. A nima več žena? Preveč je to, ni več, to je prevelik strošek. To je strošek? Včasih smo gledali, ko je prišel z res velikim avtom, se je pripeljal en stric, pa njega je pripeljal šofer in ko so šli ven iz avta, je to bilo ata, pa potem vsaj 5 žena, če ne 7, pa cel kup otrok, pa vsak otrok ima svojo varuško in jaz mislim, da nimajo. Tisti bogataši bojo že imeli, tisti imajo vedno in si pač vzamejo toliko žena, kar se jim zdi. Ti, ko pa hodijo v službo, pa živijo od svojega dela, tisti pa ne bojo več. Ampak čujno, kaj pa ženske, recimo, še se jim lahko zgodi, ne vem, da kjera po pomoti kakega drugega pogleda ali kaj takega, da bi se lahko slabo za njo končalo, ali je to se malo izboljšalo? To jaz mislim, da se je izboljšalo. Čeprav pa jaz, recimo, tukaj v Kuvajtu imamo res zelo malo stikov z pravimi. Jaz imam stike bolj s temi tujci, ki so z drugih držav. V Džedi smo bolj poznali ljudi in tam je še 5 let nazaj, recimo, glih ni bilo dobro, da bi predolgo kjer ga gledala. Če bi mi bil kjer všeč, je boljš, da stran pogledaš. Bi se lahko slabo končalo. Lahko se slabo bi končalo, ampak od takrat, ko je MBS je potem naredil, kar jaz mislim, da velik preskok, ženske sleko abaje dol, izpite za avto, za ženske ni bilo problem, službo je lahko hoditi, se začeli. Jaz mislim, da so se premika se, ampak starejša generacija muslimanov, pa tisti, ko so res taki ortodoksni, ali kako bi temu rekla, tisti bojo pa taki, kot so umrli. In tisti bojo tudi svoje družine verjetno tako dolgo držali, ker tudi lahko ti okolje dovoli, ampak če ti iz ene družine prihajaš, pa računaš na to, da boš tisto družino še skozi uporabo ali pa neki, enostavno ne vem, če si upajo kar tako odtrgati, pa reči, ne boste mi ukazovali, jaz se bom takle obnašal, ker to pa ne gre, ker to, te vidiš, tudi dubajskemu šejku so ušle 2 hčere, pa si jih je najdo privleko nazaj, pa zaprl vrat, pa lej, tak je. Ker pač to je pač njihovo tisto. Ti, drugače pa, ko si Kuvajt omenila, se pred mnogimi leti spomnim ta zelo glasni kuvajtski dinar, ko je bil najbolj močna valuta na svetu, pol je pa takrat Saddam Hussein napadel Kuvajt,
In je takrat kuvajtski dinar, pol je kar zginil ven iz teh valut, oziroma ga nekaj časa ni bilo, ali če se ne motim. Kak je pa zdaj s tem kuvajtskim dinarjem? Je to še vedno ful močna valuta? Ja, v primerjavi z evrom je recimo 1,3 vreden, tako da je 3 evre vreden en dinar. Seveda, da je še vedno to? Vedno je, vedno. To je njegova vrednost, sicer nafta pa vse je vezana na dolar. Ampak kuvajtski dinar je več vreden kot dolar pa evro, oni imajo to je še kar visoko. Medtem recimo saudijski pa dubajski denar pa ni, je manj vredno. Mislim, ne vem, koliko je še kjer več, ampak Kuvajt je kar nekje. 1:3 za evro. Koliko je pa, ko takle gledaš Kuvajt, je ful bogatih ljudi še vedno tam? Mi imamo idejo, da so vsi Arabci bogati, da so vsi šejki, da imajo vsi nafto, da imajo vsi limuzine. Imaš tudi revne Arabce? Mislim, verjetno jih imaš, to rajo na ulici. Ali to pospravijo stran? Kuvajčani niso revni. Pravi Kuvajčani, jaz ne vem, jaz mislim, da jih enih 7 milijonov je v celi državi ljudi, od tega je pravih Kuvajčanom tam nekje 700 000 in ti sigurno čisto noben ni reven. Vse, kar vidiš revnega na ulicah, so Šrilanka, Indija, Bangladeš, ljudje, ki pridejo res iz težkih okolij, delajo tukaj za zelo mizerne plače, ki pa jo takoj pošljejo v svojo državo, ker družina tam v džungli bo s tistim denarjem sicer dobro preživela, oni tu živijo pa od miloščine, ki je pa Arabcem zelo dana na dušo, da pomagajo. Recimo tukaj je čisto običajno, da ne samo med Ramadanom, tudi običajnih dneh greš v restavracijo, naročiš hrano, veliko ostane, ker so ogromne porcije, se to zapakira in daš prvemu revežu, ko ga srečaš, kar iz avta vrečko ven in oni pač tak preživijo, vse je slabo življenje. Se to ni nekaj, da bi se človek hvalil, ampak to kar imajo, to sočutje pa imajo. Sočutje imajo in jaz mislim, da to pa recimo tudi živali. Taki smo, da prideš v Kuvajt ali pa kamarkoli, si nabaviš lepega psa, fajn mačko, perzijsko, po 2 letih ti pogodba poteče, greš, žival pa pustiš na plaži. In vsi, ko hodijo po plaži, hranijo te zapuščene živali. Tako da je zelo žalostno. Bolj žalostno pa je, ker vsake toliko časa pridejo s kletkami, polovijo pa jih v puščavo odpeljejo. Tako da to kar je. Eno z drugim, ni sam med in mleko, je pa tak, greš dol, sam, prostovoljno, če imaš dobro službo, gre dober. Imaš lahko čist lepo, komaj pa čakaš, da imaš kak teden fraj, pa da greš nekam odpotuješ, da se spočiješ, ker je dol kar za Evropejce, Američane, pa to je kar stresno, ker to je čist drugo, to si zaprt, to si v v zlati kletki si, nič ti ne manjka, pa manjka ti vse. Ti, kaj pa recimo ženske, imamo te Arabke z teh pravljic, Tisočine na noč, s filmov, da so to vedno bile neke lepotice, tudi mnoge so potem postale filmske zvezde v Hollywoodu, tudi take zgodbe imamo, razumeš, ampak da so ljudi očarale, da so to njihovo arabsko lepoto, to je ta fama. Je res to, tako ti, ko gledaš te ženske Arabke, so tako lepe, kot imamo mi, Evropejci v glavi, ali je to neka pravljica, pa temu ni tako? V glavnem so lepe. So lepe, ženske so znane potem, da so lepe, tudi uradno. Uradno, ampak pri njih je zdaj uradno tudi zelo plastična industrija. Plastika jih je. In mislim, same po sebi so lepe, vendar tista, ko hoče pojem arabske lepote, zdaj ženske obvezno povečane prsi, povečane ustnice, boki, to je vse narejen. Je pa kaj pol fora? Ja, lepe so. Ja, sam če so umetno lepe. To je Arabcem všeč in to je zdaj tista fama. Ameriški stil, to je prišlo. Ja, ampak jaz mislim, ne vem, kaj jih je tako prepričali, zelo veliko ljudi se tudi ukvarja zelo so popularne te telovadnice, gym centri, to vsi delajo na tem, mišice, lepe postave, ampak
Drugače pa jaz mislim, da so Arabke zelo lepe, niso pa dolgo časa lepe. A se postarajo? Ja, seveda hitro, ker je tista vročina izsesate, izsesa koža, vse. Ja. In pač lepi lasje, jih krasijo, usta imajo taka lepa. Ampak pol plastiko pač naredi, kar naredi. Glej, po drugače so bile tudi znane te Arabke, ne? Recimo te, kaj so bile, Kama Sutra, razumeš, film se spomnim, ne? Te, kak se jim reče, no? Ne prostitutke, no. Priležnice njihove. Ne. Kitajci imajo konkubine, ne. Teti so pa kaj? Mi je z glave šel. Čakaj malo, pa so bile one, no. V Kama Sutri vem, da so bile, no, se nima veze, gledam te prestižne prodajalke ljubezni, ne. In da so dejansko bile tako usposobljene, so prav imele šolo za ljubezen, torej za seks, ampak pazi, to je bila cenjena ženska. To ni bila zaničevalno prostitutka, to je bila ženska, ki je res obvladala in so moški stali v vrsti, da jih je naučila ljubezni. To obstoja? Ali je to v moji glavi neka pravljica? Lahko da ti je to, jaz mislim, da nekaj takega obstaja. Ampak da je spoštovana in cenjena takšna ženska. Zelo veliko je tih. Tak je, ne. Zdaj vsaka taka ženska, ko je, preko slej mora najti zelo bogatega moža, pa da se iz tega ven spelje, ker sicer, kakor bo lepota mal pošla, pa gre pa kamorkoli. Jaz mislim, da je to še več teh žensk, ko pridejo iz ostalih azijskih držav, ne Arabke, zaradi tega, ker jih učijo, jaz mislim, da Indija, potem Koreja, to imajo zelo. Te pa imajo te izobraževanja in recimo Korejke, Južnokorejke dobijo vse za 18. rojstni dan, umetne joške, sigurn, facelifting, ustnice in to more biti strašno lepa. Se pravi, da so kaj, plastični kirurgi v arabskih deželah so milijonari. Ja, pa tudi v Aziji dol, to je Koreja, pa to jaz mislim, da vzgajajo prav te lepotice, ki so pa za tako službo namenjene. Visoke profesionalke, isto kot Japonci. Zanimivo. To je pri vseh teh, pa bogataši si to lahko privoščijo. Kaj pa arabski moški, ne? Kakšni so ti? So ti Slovenci bolj pri srcu? Ali te znajo tudi kakšni arabski moški, ko te malo takle bolj globoko pogledajo? Ampak to spet se s filmom izhajam, ne? Tisti bradati, razumeš, Omar Šarif je bil sicer Egipčan, ampak je bil Arabec, ne? Ne, razumeš, so ženske norele za njim, pa še marsikdo, ne? Pa tale Sandokan, Kamir Bedi nekoč, ne? To so bili seks simboli, tudi za slovenske ženske, ne? Kako gledate? Ali so zdaj bolj Turki aktualni verjetno, ne? Ampak kako gledate ženske na arabski tip moškega? No? Veš kaj, meni je pri arabskem tipu, jaz sem toliko stara zdaj, da mene ravno tisti seksualno moški zdaj ravno nisem, da bi izbirala. Prevroče je. Za seks je prevroče. Ne, pa recimo, da je to že malo za mano, ampak zelo so prijazni, znajo biti zelo, zelo simpatični Arabci in jaz mogoče imam srečo, ker Arabci imajo edino žensko na svetu, ko jo ima rad Arabc v resnici, je mama. In jaz sem mama tip in moji sosedje tam... Materinski lik, ne? Ja, in moji sosedje tam tebi, ko stanujejo, možakarji, to je tam od 30 do 45 let staro in pri njih sem jaz wow. Mi smo taki, pridete objame, na bazenu se družimo, veseli, ko si z njim prijazen. Recimo se ob polnoči peljem s taksijem iz letališča sama, z Arabcem, v mrklem mraku, v tujem velem mestu. Niti na kraj pameti mi ne pade, da bi mene bilo karkoli strah. Se zgodi, da dobim taksista, ko zna arabsko, jaz pa angleško. Potem se pa pogovarjam, ampak midva, ko prijema do mojega doma, smo midva ful dobra prijateljna, gre ven pa reče: Mama, welcome in Kuwait. Pa that's it. To se tako vprašaj, kako so te sprejeli kot tujko, pa si mi zdaj povedala, da dejansko odlično, ne? Mene so odlično sprejeli. Sem tudi tak open, meni ni problem se nasmejati. Ti se hitro navežeš, stike z ljudmi, si družaben človek. Ni mi problema se nasmejati, ker to je povsod po svetu. Najbolj me moti v Sloveniji, ker sem tu doma, pa ko pridem sem, pa ljudje namesto, da bi se vsaj mečke nasmejali, vse neki grd gleda, vse slabe volje in ta prve tedne, ko pridem,
se moram kar malo prizemljiti, ker pridem iz takih držav, ker ne glede na vse, kar je težek življenje, Ja, pa kaj vojno slišimo, stanje, pa pa gor kaj velja. slišimo. So še Ampak vedno ljudje pozitivno naravnani. Ljudje se še vedno, ko se srečajo s teboj, se nasmejijo, pozdravijo te. Zanimivo. A mislim, mi smo postali tako zaprti, ne vem, sami sebi zadost. Meni pa to manjka, jaz pa rabim to sceno open, da se lahko takle pogovarjam. Razumem, ja. To je to. Nekaj, ti moraš vedeti, ne, Arabci kot osnova so čudoviti ljudje, ne, to so čudovite države, sam pač ta verski del, ne, Ja, teroristi gor dol, to je Ja. problem, pa ljudje dobijo idejo, da je vse tako, ne, Tako, ampak ja. ti si zdaj parkrat zelo lepo povedala, da temu ni tako, ne, da so to tudi topli, vredo ljudje, razumeš, ne, tudi tebe so sprejeli, ne, no pa če smo pri tem jeziku, kaj angleščine znajo vsi? V glavnem znajo angleško. Bolj problem je s temi, ko delajo v trgovinah, pa to. Ti ljudje prihajajo iz tujine in govorijo angleško, tako sem jaz začela, ko sem dol prišla, vedela sem, koliko mi je ime, pa odkot prihajam, ostalo smo se pa naučili zaradi tega, ko je bilo treba. Drugač v arabščini je povsod, prvi jezik je arabščina, drugi je angleščina kot uradna jezika, tudi vsi napisi v mestnih središčih povsod, razen res puščava, pa potem tam, ko si čist nek ven že iz mesta, tam je arabščina v glavnem, povsod drugot je pa vse povsod napisano arabsko pa angleško. Tako da si zelo hitro se znajdeš. Ti, kaj pa glede teh vojn, ne, si kdaj vprašala kakega Arabca, zakaj je to potrebno, ne? Zakaj mora biti vojne v tistih koncih non-stop? Veš, oni so zdaj si prišli gor, jaz mislim, oni ne rabijo vojne, jaz mislim, da Arabci sploh niso bojaželjni temu, ampak da je to vse pride od zunaj. Ker do zdaj vse države v arabskem svetu, Bližnjem vzhodu, kdo jih je razbil? Pa šel, Amerikanci. In to je denar, to je tisti denar, ko pride. Oni tistega svojega denarja, jaz mislim, da ne vlagajo v vojno. Oni tudi nimajo neke strašne armade ali pa karkoli, ne vidiš. Imajo dosti policije, pa tega, to je logično, ker je pač vele mesto, ampak jaz mislim, da pobuda za vse te vojne, pa za vse te morije, ko se dogajajo, jaz mislim, da niso prišle od Arabcev. Jaz ne verjamem, da bi bil. Ker glej hec, ne, recimo, v filmih hollywoodskih, ne, so bili najprej glavni teroristi Rusi, potem so postali pa Arabci. Ne? Ja, se pravi, vsak negativc v filmih je bil Arabc. Vse tudi v arabskem svetu sigurno so negativci, pa sigurno povsod, ampak jaz mislim, da je to vodeno od zunaj. Da to sami oni niso, da jih pač ne podpirajo vojne, ni jim všeč, da je vojna. Da jih izkoristi nekdo, da jih izkoristi ena tuja organizacija, naštima iz njega, ter mislim karkoli. Sej, recimo Osama bin Laden, rojen v Džedi, Saudski Arabijec, oče je bil humanist, je zgradil public bolnico. Še v Bush so bili na vezi, pa prijatelji v 70 letih. Pa tam je bil domoljub, pa to tako da, ampak nekaj se mora zgoditi, da je on postal pač vodja Talibanov, da je pač to. Mislim, tako globoko jaz v te stvari ne grem, ker so preveč komplicirane, pa morala bi več o zgodovini, pa o teh stvarih vedeti. Jaz zdaj, kar opažam, pa tole, da mi odpovedujejo lete zaradi nevarnosti teh preletov, dronov, avionov in tak naprej. Tega me je bolj strah, pa blizu smo, ne, in povsod so ameriška oporišča, kar pomeni zelo slabo. To pomeni za nas, da bojo najprej Iranci porušili samo ameriška oporišča, ne bojo porušili kuvajtskih nekih pomembnih letališč ali pa karkoli, ker tista niso nevarna. Američane bojo potolkli, ne, in isto je, povsod je tak. Ne. In pač to je bil pa verjetno, ne vem, to so pač te politične stvari, da so oni rekli, da bi pa oni tukaj imeli, ne, oporišče in to. To je pa tisto. Ti, kaj pa ta slovita arabska pomlad, ne, razumeš, ko so, ne, pa je Gaddafi padel, pa je Saddam Hussein padel, ne, pa so rekli, da bo pa zdaj boljše, da so to bili diktatorji, gor dol, levo, desno, pa slišim razne pričevanja, malo berem gor dol, da je
zdaj mnogim veliko slabše, kot jim je bilo prej. Res, da naj bi bilo bolj odprto, pa bolj gor dol, ampak da ni reda več, ne? Da ti diktatorji zloglasni so vse, čeprav so sebi seveda dali vse in še več, ne? Ampak da so baje znali poskrbeti in za šolstvo, za socialo, gor dol, zdaj pa to vse razpuščeno, ali se jaz motim, kak je tvoj pogled? No, je ta arabska pomlad je prinesla kaj koristnega, rabijo te dežele diktatorja? Ne, da rabijo diktatorja, morajo imeti, mislim, v bistvu jaz mislim, da rabijo nekdo mora biti tisto, ko usmerja, ampak mora biti njihov človek. Ne, ta arabska pomlad se je zgodila zopet s pomočjo naših prijateljev od Dunaj, in vse so proti spravili, pa so pa šli, pa pustili. Poglej, kaj je v Afganistanu se zgodilo. Po 20 letih ženska študirala medicino, so šli, namesto da bi dobila prvo službo, so jo zaprli, prepovedali delati, ne sme niti govoriti o tem, da kaj zna. Mislim, jaz mislim, da tisti notranji, da morali bi državam pustiti več tega svobode. Se oni niso nikamor nobenega šli napaditi. Recimo Irak pa Iran imata vedno neko fajtanje pa to. Ampak dobro je, to je tak lokalna zadeva, isto se fajtajo, Bližnji vzhod se fajta, odkar imajo Izrael tam. To je večno tisto rivalstvo. Ostali so se pa z Ameriko šli, ne? Ja, ampak v bistvu Amerika je nekako usmerjala vse te stvari noter in jaz mislim, da se oni ne bi. Recimo tudi Saudska Arabija pa Jemen, ko imata stalno tisto, ampak še vedno je tako, da v Jemnu tiste Huti, to so predniki saudskih prebivalcev. Iran rabi nekoga, da njihovo orožje sprobuje in Hutije tam gor, ko živijo v tistih luknjah noter, na fojtra z orožjem, pa oni streljajo, ne, in pride, mislim, ker oni pa so, jaz mislim, kakor sem jaz videla, kar fejs delajo, red, disciplino, Arabci, nema korupcije, koliko so jih zaprli, ljudi, ko so goljufali, oškodovali državo, oškodovali vse. Enostavno so jih skenslali, pobrali imovino, zaprli, sicer v Ritz hotel, vse, pa so jih imeli tako dolgo tam noter, dokler niso podpisali, da se odrečejo vsemu. Ampak to zaradi tega, ker nočejo tega, ne, hoče imeti eno tako, država hoče imeti pregled. Ampak klej, nisem jaz tista, ko vam sodila. Vejo točno, da morajo pač, nekaj mora biti, en poštenje mora biti. Zdaj, če si že ljudje ne upajo po trgovinah kraditi, ne vem, zakaj bi potem morali biti drugim dovoljeno, tistim, ki že tako ali tako imajo vsega dovolj. Kaj pa te zgodbe, zelo glasne, tudi naših deklet, ne, ki sanjajo v Dubaju in podobnih arabskih bogatih predelih, pa grejo kot high class prostitutke, pa iščejo šejke, pa mnoge tudi tam ostanejo, pa te zloglasne zgodbe, ko sem bral, kaj vse morajo punce početi, da je šejk zadovoljen. Misliš, poznaš kaj tega, ne? Da so tudi Slovenke šle gor, te manekenke, VIP, ko mislijo, da ne vemo, pa vemo, ampak ne bom zdaj imensko, ampak hočem reči, veš kaj, da obstoja to? Vidiš kakšne tujke, a pa naše punce, da grejo pa lovijo te bogate šejke? Veš kaj, tako, ko se družiš recimo z ljudmi na bazenih, v takem, predvsem so punce zelo veliko kot stewardese, ampak Dubaj pa to mi je tako ali tako malo. Jaz grem v Dubaj vsake toliko časa, da zamenjam vizo za vsake 3 mesece, tako da Dubaj poznam, zdaj so ga tako Ukrajina pa Rusija zasedli, zdaj to ni več arabsko mesto, pa tudi ni prostora za ne vem kakve, ker je že toliko unih lepih Ukrajink pa lepih Rusin, tako da imajo to. Ampak v glavnem, bilo je veliko, recimo, predvsem so hodile delati kot stewardese na ta velika Qantas, Dubai Airlines, Saudi Airlines, Romunke, iz Srbije, Črne gore, tako da smo včasih bili kar veseli, ko so prišli na naš bazen se kopati, pa da se lahko naše pogovarjajo. Ampak veš, da niso prišli samo zaradi tega, ko je bila hostesa, je pač bila njena uradna zaposlitev. Zdaj nekaj tistih zelo lepih se tudi poroči, sigurno. Postane kakšna druga, tretja, četrta, 16. žena. Ampak tisto, ne vem, če si kira želi biti. Res, da ima vse, kar hoče, je pa tudi odvisna samo od dobre volje, kdaj bo on rekel, zdaj te pa ne rabim več.
ker dokler si tam v haremu, pa dokler še imaš karkoli, ampak koliko je pa treba pa to, ne vem, kakršnokoli svojo pravico, kakršnokoli svojo željo, ne moreš ti iti na dopust domov v Srbijo obiskati starše, če si tam, če ti je to ne dovoli, ti pa dovolil ne bo, ker ne veš, če boš nazaj prišla, ne pa take. Mislim tako, da jaz mislim, da je to sicer sanje, pa tudi nekaj časa verjetno te sanje zelo lepo se živijo, ampak je pa pol padec hud, ker ko mora se pa vrniti, oziroma nisi več na top listi, jaz mislim, da je to kar fejst. Če gledaš v Sloveniji, tudi drugače ni, ne? Če gledaš, lovijo kakšne bogate, pa se malo postara, razumeš, in pol seveda on jo pa pol zamenja z mlajšo, kar je isto. Normalno, vse to je. Tudi ti, ko imajo denarja dosti, cel svet jim je odprt, on lahko svojim avionom leti, gre, pa je danes v Las Vegasu, si zbere eno, pa bo jutri v Parizu, pa bo po jutrišnjem šel nekam drugam. Tako da to ni zdaj več za belo roblje, punce, ko grejo, pa so pol zelo zaželene. To je pač tak. Povej, Slavica, mumijo, kakšno si videla že? To so tudi znane zadeve z grozljivk, pa tam živijo pol te mumije, faraonov. Nisem bila niti v Egiptu še. Nisi bila še v Egiptu? Ne, nisem. Bi kako piramido šla pogledati? Ne, nismo še bili. Tu pri vas pa ni mumij v teh drugih deljah? Ne, popolno. Kaj pa kakšne druge te vraže arabske obstojajo, poleg mumij? Recimo, če se bojijo, imajo kakšne take vraže, kot da ni dobro to narediti, ker te lahko kaj štrafne, imajo kakšne take fore? To ne vem, mislim, nič kaj posebnega, ne. Da bi ti bilo kaj posebej zanimivo? Ne, jaz mislim, da tukaj nisi nič takega. Nisi nič takega, ker Slovenija ima ogromno tega, ne? Ja, mi smo imeli čarovnice. Moraš pa vedeti, da oni prihajajo v ta čas. To je srednji vek, pri njih je pa leto 1446 letos in to je tudi srednji vek, mogoče še pridejo. Oni štejejo čisto drugače, kot si mi. Mislim, Mohamed je neki 600 in nekaj let za Kristusom bil in od takrat naprej še šteje, tako da imajo 1406. Kaj pa ponedeljek, torek, sredo, četrtek, to pa imajo? To je, dneve imajo 7 dni na teden. Ja, sam pri njih se konča teden v četrtek, petek je največji molilni dan, sobota je prosto, v nedeljo se pa teden začne. A tako imajo? Kaj pa številke? Tudi to bi rada spoznala tistega učitelja, ko je mene učil matematiko in je rekel, da imamo mi arabske številke. To je čista laž. Arabske številke so popolnoma drugačne, rimske pa arabske nimajo niti približno veze s tem, kar mi pišemo kot arabske številke. To sem se učila, ko sem sta malo vozičkala po kompoundu in najprej sem se številke učila. In so drugačne. Kaj pa znaš kaj arabsko govoriti? Veš kaj, premalo. Če bi ostala mogoče v Saudski Arabiji, bi se več naučila, ker sem imela več teh frendov, ko so bili pač pravi Arabci. Tukaj recimo za temi, ko so ekspati, se pogovarjaš v angleščini, ker je tudi za njih to prvi jezik, ko pridejo sem. Tam bi se pa, je pa fajn, ker letos v 3. razredu se pa Sofija začne učiti arabščino. To je vnukina tvoja, ne? Ja, tako, to je moj razlog. No, vse to te bom v zadnjem delu pogovora, sem te hotel vprašati. In to se bomo zdaj učile skupaj, tako da jaz recimo že vem, ko je šukram, bukra. Kaj to je vse, to so seksualni izrazi? Ne, šukram je hvala, bukra je jutr, potem inšallah, če bo Bog dal. Najlepša mi je pa beseda, ko je rečejo mašallah. To, ko kaj lepega se zgodi, ko je kaj lepega, mašallah, Allah je nekaj lepega naredil, od Boga je nekaj lepega dano. A veš, take se izraze pol učiš, pa tak približno, vse pol kot slišim, ko jih slišim, ko govorijo, mi je veliko besed ostalo, vendar jih je pa težko si to zapomniti. No pa, ko si že omenila Allaha pa Boga, še vedno oni ful verjamejo v to posmrtno življenje. To je pri njih še vedno bistvo. Pri njih je to zelo pomembno, pa da je prav čas telo pokopano. Najhujša kazen je za muslimana, recimo včasih, ko so kaznovani pa to, ali pa obešali so ljudi pa tak, in je pol se to en mesec so veseli tista trupla, oni morajo biti pa v 48 urah, mislim, da pokopani, ker če to ni govora, da prideš med Allaha pa med njegove, pa tistih 17 devic, kot ti pripada. Po Alamutu, ne? To je najbolj pomembno. To pa imajo,
te stvari pa ampak tudi recimo mladi, če se zdaj pogovarja z njimi, res verjamejo, da bojo po svetu šli v neki lepe. To je že od rojstva, je to v njih. Ja, oni se s Koranom v roki v bistvu rodijo in oni imajo že v vrtcu vse šole, tudi te international school, ko so angleška, ameriška, pa vse, te morajo imeti vse v programu, islamik, arabščino, poleg vsega drugega programa, pa imajo, mislim, vse te stvari in oni se res učijo in tam pri 8 letih otroci znajo Koran, poznajo vse te, to je pri njih pa res svetinja. Ja, pa to je zelo občutljiva tema. Zelo tu moraš zelo paziti, da kaj ne rečeš narobe. Recimo, se nimaš kaj druga, spoštovati je treba njihove tiste običaje, recimo, ko je Ramadan, odrasli, ki pač smo zunaj, pa to recimo grem z otrokom na igrišče, ne smeš si privoščiti, da boš vodo v javnosti pil čez dan, ker oni ne jejo, ne pijejo. To je ta dan, ne? Ne dan, mesec. Ja, cel mesec. Cel mesec. In kaj, če bi to naredila? Lahko te kaznujejo. Tudi kot turistko? Tudi. Najmanjša kazen, ko se ti pač zgodi v teh primerih, je, da si v 24 urah nazaj doma v Celju ali kjerkoli. Da se ne znaš obnašati in pojeti. Za druge kazni pa niti vedeti nočeš. Ja, vse boljš, ja. No, drugače pa res, mogoče v tem čisto zadnjem delu najnega človeka, kaj hudiča ti delaš pravzaprav v Kuvajtu? Isto kot tu. Mislim, ne, zakaj si šla tja? Zato, ker imam moje otroke dol, včeraj pa mož sta delati začela dol, dobili smo še tato vnukinjo, jaz sem tukaj sama ostala. Bilo mi bi zelo težko bi sama bila tu, ker ne morem sama živeti. Rekla si, da ti je fajn, da si šla, da si to izkušnjo dobila. Prvič izkušnjo, drugič sem s familijo, ko jo imam rada, pa imajo oni mene radi. Ta mala je tako z mano živi od svojega rojstva naprej, tako da meni je bilo to, pa meni je bila kar rešitev, zato jaz sem ostala. Mož je umrl po operaciji srca. Jaz mislim, da sem si rešila življenje, ker sem odšla od tu v drug konec sveta, namesto da bi tu pač jamrala, bila odveč sama sebi pa vsem, sem morala iti v novo jezikovno ero, v nov svet. Prvič sem bila v muslimanski državi, prvič sem šla z avionom tako daleč. In ko sem prišla v Džedo, jaz sem se zaljubila, jaz sem rekla, evo, to je edino mesto, v katerem bi pa lahko živela, če ne bi živela v Celju. Ni me motil nič. Tako si se asimilirala? Ja, hitro, ker če se človek v redu počuti, ljudje odprti, hitro te sprejmejo, pripravljen pomagati, nisem znala angleščine dobro, ampak vse meni ni problem, jaz pokažem, narišem, napišem, že nekako smo prišli. Pomagali so mi vsi od Filipink do Arabcev, vsi, ko so tam živeli z mano. Malo sem se učila, zdaj delamo skupaj šolo, zdaj smo končali drugi razred. Kaj pa šola? Kakaj pa šola tam? Kaj jih učijo? Drugače kot v Sloveniji? Hitrejši so, začnejo, recimo naša je začela, ko je bila stara 2 leta, hoditi v angleško International School, ampak to ni vrtec, ampak to je taka mala priprava za šolo vsako leto. S pravimi učitelji, s pravimi programi in recimo oni pred 2 letih otroke učijo in berejo zgodbice in otrok mora povedati obnovo zgodbice pred ostalimi, da vidijo, če je poslušal, če zna poslušati. Takoj ga vključijo v vse. In recimo letos midve smo v bistvu tako bi končali, tu 3. razred smo končali dol 2. Se pa zraven učim, znam vse. Delamo pa vzporedno, še poleg, da delamo angleščino, delamo še slovensko šolo in moram se zahvaliti drugi osnovni šoli, učiteljcam tem. A to po internetu delata? Ne, delamo doma. In te na drugi osnovni šoli mi učiteljice pomagajo z učbeniki. Vsako leto mi pripravijo paket za tisto leto, ker mi bomo se vrnili in Sofija bo morala slovensko šolo. Ja, seveda, mi moramo priti čim prej nazaj, ker tole je tumač. In mi delamo doma vse sporedno slovenščino, beremo vse stvari,
In tole... Ampak mislim, kak je učni načrt, to me zanima, o čem se uči otrok? No, če ti povem, recimo 3. razred. Ja, kaj, matematiko, ti bom zgodovino? Povedala ti bom predmetnik. Ja. Telovadba, glasba, matematika, angleščina, arabščina, zgodovina, geografija. V 3. razredu si imel SND, pa še pol do 5. No. Tukaj imajo geografijo, imajo SKN, to pomeni, da imajo biologijo, kemijo, fiziko zraven. Veliko ne izobrazbo. To je v 3. razredu že. Potem imajo še tole sem pozabila, kako se imenuje, ampak v glavnem imajo 8 čisto pravih zaresnih predmetov. Recimo vse v šoli lahko. Telovadbo, plavanje, vsi znajo plavati, vse stile, ker se pri telovadbi učijo, imajo pravega trenerja, vse posod, tenis, prave stvari, ampak vse je pa plačljivo. Je zelo draga šolnina. Šola je plačljiva, osnovna šola. Nič ni zastonj, mislim, da je 10.000 evrov. Če nimaš denarja, ne moreš oditi šolo. Ne moreš. 10.000 evrov stane en let šolanja, 2. razred recimo. Ni učbenikov, imajo vse šolo, šola to vse zorganizira, pa všeč mi je, ker imajo otroci uniforme. Uniforme? Ja, ker smo imeli tukaj časih, ko so moje punce hodile v šolo, se mi je zdelo to pa grozen, ampak takrat so klotaste črne halje ponujali, takrat tisti mi ni bilo všeč, dol so lepo zrihtan vsi in zdaj vidim recimo takele deklice, 6-7 let stare, ko se že tukaj, da se doma obleče zjutraj, pa da si najde ta pravo majico, midve bi morale 3 ure zbirati, da bi ona v šolo šla, tu pa nimaš časa, 6 zjutraj vstane, 20 do 7 ima avtobus, vmes se mora najesti, počesati, zobe umiti pa vse. In uniforma je super. Morajo pa nesti s seboj v šolo paket hrane, lunchbox, vodo, to mora vse s sabo prinesti, to ni nič. Ni malce, ni južne, ni nič. Vse imaš, ti moraš dati. Kaj pa zdravstveno zavarovanje? Veš, koliko je? Oziroma zdravstvo, kak je pa zdravstva, kolikor hočeš, bolnica, vsaka druga hiša, zdravniki so z celega sveta, ti naši, ko delajo, mislim, ti ljudje, ki delajo v takih boljših službah, imajo tudi totalno kompletna zavarovanja, ni da ne greš, to je urejen, ampak to se plača, ne, vse. Tudi, ko prvič prideš, moraš ti, ne vem, plačati 50 evrov že to, da se na recepciji prijaviš. Vse ti zavarovalnico, vse te stvari. Pa imajo to denarja ljudje, da si lahko to priložiš? Ti, ko imajo taka zavarovanja, imaš pa potem tudi public, to, Hilti. Recimo, ni bil noben problem, ko se je bilo treba za COVID cepiti. To bi morali pol Slovencev poslati dol, pa me zanima, če bi kdaj še kjer rekel, koliko je to škodljivo, pa da ne bo se cepil. Tam si imel samo en pogoj. Se cepiš, ali te pa ni. Si skrit v stanovanju. Če si nos pomolil ven. Jaz iz Saudija smo se preselili v Kuvajt. Bila 2-krat cepljena že dol. Negativni izvid, nisem imela nikoli covida. In sem imela 14 dni karantene. Vsak dan me je Šlonik, to je bila aplikacija, ki te je spremljala. In Bog ne daj, da bi v 14 dneh je šla v trgovino ali pa kamorkoli. Jaz sem sicer šla, pa sem telefon doma pustila, pa so me klicali, pa sem hitro nazaj poklicala, da te dobijo, da si šel, kamorkoli si šel, vse povsod so bila tako na letališču. Ko si prišel noter, je kazal tvojo temperaturo, na telefonu si mogel imeti aplikacijo, da si cepljen, niti približno. Vse so bili ljudje. Veš, kaj so naredili z njimi, ko niso se cepili, pa niso imeli možnosti drugače. V puščavi, v taborišče noter. Imamo enega znanca, ko je bil, ko so ga komi rešili. Komaj so čakali, da so jih skenslali ven in če nisi imel nobenega, ko bi ga obvestil, kje si, da ti prinese za jesti, če jaz nisi dobil. A veš, tukaj so pa striktni, nema. Ko rečejo, da se je treba cepiti, se oni cepijo. Vsa zdravila so možna dobiti, vse lahko dobiš. Vse je bilo recimo brezplačno, takrat so cepili tudi tiste, ko niso imeli pravega dovoljenja bivanja, pa jih vedno lovijo,
Ampak, ko so se šli cepiti, niso nobenega lovili tistega, ko se je šel cepiti, pa so videli, da nima dovoljenja. Takrat so bili fair. Spomni se, ti si takrat bila že na svetu, seveda, ko so bile črne koze v Jugoslaviji, ne? Pa je Tito takrat izdal ukaz, da treba cepiti celo Jugoslavijo, da dobo pa pametno, ima pa vojska pooblastila. In je bila zaključena epidemija mislim, da celo 3 mesecih je bilo konc. 3 mesecih je bilo. Prinesli so jo iz Saudske Arabije, iz Meke, trgovci iz Kosova. Vmes, ko je šel dol, je šel še obiskati v Irak svoje sorodnike in ko je prišel na Kosovo, vsi so ga obiskali in vsi so zboleli. In to potem so zorganizirali vse dohtarje v Beograd pa dol. Jaz se spomnim, jaz sem takrat živela, ne vem, ali sem že bila v Celju ali ne, mislim pa, da je bilo to 72 leta, nekaj takega, mislim, da je 72, bila sem tu na podeželju, tam, ko smo mi prej živeli v Slovenskih Goricah, so tisti kmečki ljudje pred zadružnimi domi v vrstah čakali, da so bili cepljeni, nihče ni rekel, nimam časa, krave fojtram, pa ni govora, to nam zdaj manjka, ker mislim, da si tak a priori proti vsemu, česar ne poznaš, je zelo nevarno, ker si ti bo cep nevarno, če si nor. Ampak ne bo nevaren meni, mojim otrokom, mojem okolju, razumeš? Tega si ne morejo prvošiti. In tukaj sem kar bila, malo sem bila huda in sem rekla, bi bilo prav, da vidijo, kaj to je. Ne rečem, da je vsem koristno zaradi tega, ker če imaš pridružene bolezni, jaz razumem. Ampak, če daš ti zdravniku zaupaš, da ti operira srce, ko ti pa za eno injekcijo rečejo, boš pa rekel, da si bolj pametni. Hvala lepa. Ti, pa ko smo že pri boleznih, kakšne bolezni sploh so v arabskih deželah, enake kot tu? Gripe, prehladi, nahodi, predvsem, veš kaj je, spolno prenosljive bolezni. To so oni face cancelali. Oni so kar zdrava nacija, mislim, da nimajo teh nobenih težav. Sofija je rastla kot dojenčica v arabskem svetu, cepljena je bila za vse otroške bolezni, vse imajo isto, kot pri nas je bilo nekoč, ko si bil ti, pa moje punce majhni, vse smo cepili. Drugač zdravila se vsa dobijo, jaz lahko kupim, jaz moram, ker ne dobim zdravil dovolj tukaj za 3 mesece, pa rabim za pritisk. Popolnoma enaka zdravila kupiš v lekarni, ni noben problem. Drugač pa bolezni so predvsem te prehladna obolenja, pa ne zaradi tega, ker bi se prehladil prehlad, ampak zaradi klim, pa zaradi tega, ker puščavski pesek pa veter, ko je puščavskih viharjev veliko, iz puščave prinesejo pesek, po mestih pometejo vse tiste viruse in ti virusi pol otroke napadejo, nas napadejo in tega je največ. Drugač pa jaz mislim, da kaj hujše, isto je, debeli so, sladko jejo zelo, tako druga država. Pa moraš limonado naročiti without sugar, ker če ne dobiš 3-4 žlice v kozarcu. Zelo radi jejo, veliko jejo. To sem lahko vprašati za hrano. Kaj se je tam? Vse, meso, krompir, riž. Pa enako kot tu, enako meso, enak riž. Svinjine ni, vse ostalo je. Riž je za Azice tak ali tak kot kruh, to je za njih tako, za nas kruh ali pa krompir, tudi krompir vse, ogromno zelenjave, trgovine so tako polne sadja in zelenjave, kaj vse vidiš, to ne vidiš, to, ko greš, včasih misliš, da je to nemogoče, kaj vse imajo, vse je od ozunij, nič ne raste, imajo neke rastlinjake z jagodami, pa z kumare. In to kumare do takele velikosti, in ker jih morajo bolj pobrati, zaradi vročine bi grenke gratale. Drugač pa ni take neke proizvodnje, da bi bila tam bodi. Nič nimajo svojega. Kaj pa ti najraje ješ od njihove hrane? Veš, kaj je? Ali pa piješ? Alkohol, imajo tam alkohol? Alkohol, ja, samo v sanjah. Nima alkohola? Alkohol je strogo prepovedan. Res? Ga šverca iz Iraka, pa lahko kupiš viski, pa vse ti z doma narejen, pa iz krompirja, vodko, pa to. Pa če naletiš, da najdeš kjerga, ko to prodaja, se da to kupiti. Ampak ti povem, noben problem ni biti dol 8 mesecev, se vmes grem ven, pa na letališče, pa vse posod lahko. Ampak
vsega pogrešaš, takle, včasih ti je iz dolgega cajta, veš, ni družabnega življenja. In edino družabnost lahko doživiš, da ti z nekom greš z enimi prijatelji, da greste v gostilno, je šiša. To je edina razvrat, ki je tam dol možen. Kadijo, ne? Ja, to mi jo imamo doma in jo tudi doma smo že naučili neki ljudi. Ne, tako da, samo je zadnjič bil zelo navdušen. Prijatelj naš, ja. Ti, no, pa mogoče čist na konc, no, Slavica, da če moraš zbirati, ne, Slovenija ali Kuvajt, ta tvoja prva država, ko si prej omenila, kako si rekla, Saudska Arabija, Džeda je mesto. Ja, ne, si pogrešala Slovenijo več čas? Veš, kaj ti povem, to niti v sanjah ne pomisliš. To, kar je zdaj, Saudska Arabija, Kuvajt, to je res začasen ukrep. Slovenija je prva v vrsti. Slovenci se moramo samo to zavedati, da dokler bomo imeli tako lepo državo, jo moramo imeti najrajši na svetu, tako lepo, ko nam je tu, nam ni nikjer. Fajn je, da vidiš, super je, da vidiš svet, super je, da živiš še nekje drugje. Z mojimi sem prepotovala, moram reči, kar velik del sveta, od Amerike, Francije, Tajske in teh držav, tako da vidiš veliko stvari sem doživela, veliko videla, recimo Dubaj, da mi je Dubaj tako poznan, da mi je vse en, kam hočeš, da te pelem, jaz to vem, kam moram iti. To je super, tako, ko greš na izlet, pa se imaš lepo. Pa ko greš v Grčijo, pa greš na Mikonos, pa na Santorini, pa ti je lepo. Ampak, ko prideš domov, imaš v glavi še vedno lepe spomine, polno srce lepih dogodkov, ampak tukaj si doma in jaz hočem domov. Dame in gospodje, to je bila Slavica Toplak, ženska tisočerih zgodb, ne? Tako kot Šeherezada si bila, ne? Veš, ki je mogla povedati 1001 zgodbo, da je niso ubili, ne? No. Si bila zdaj ti, ne? Dobro ti je šlo do tega trenutka, ne? Do tega trenutka, te že kličejo, ne? Tvoji šejki, ne? Mislim, da nekje zvoni, ja. Sofija. Dobro, ni panike. V glavnem, Slavica, to je bilo to. Jaz upam, da boš kmalu prišla torej nazaj v svoje rodno Celje, no, svoje mesto, in da boš imela pa tudi te arabske dežele dejansko v lepem spominu, kar vidim po pripovedovanju, da jih dejansko imaš. Meni so v srcu, ampak ko bom šla domov, jih bom imela še vedno v srcu, ne bom si pa želela tam živeti nikoli. Slovenija je Slovenija. Slovenija, ne? Slovenija ljubo doma, kdor ga ima. Ja. Srečno.